Tukaj smo z res izjemno ugledno skupino strokovnjakov. In začeti želim s tem, da veste, mnogi izmed nas smo imeli drugačno življenje pred 7. oktobrom. In rada bi poudarila, da sem pred 7. oktobrom poskušala ustanoviti regionalno združenje za odgovorno umetno inteligenco na Bližnjem vzhodu. To je bila ena od stvari, pri katerih sem sodelovala. In seveda po 7. oktobru so se naša življenja obrnila na glavo in vsi smo začeli svoj čas namenjati povsem drugim stvarem. Ampak tukaj sem s 3 strokovnjaki, da razpravljamo o eni najpomembnejših tem danes, o kateri moramo govoriti, ker gre za prihodnost. Zato bi rada začela nekoliko širše in nato prešla na podrobnosti. Začela bi s tabo, Praveš. V nekaj minutah nam prosim povej, ker se moramo držati časa, kakšne so po tvojem mnenju priložnosti in izzivi, ki jih prinaša bližnja prihodnost razvoja umetne inteligence. Vemo, da lahko prinese dobro, vemo pa tudi, da lahko prinese slabo. Prosim, podaj nam kratek povzetek, kako ti vidiš stvari. Hvala, Flor. Dobro jutro vsem skupaj, hvaležen sem JNS TV za to priložnost. Sem Praveš Rajal, direktor za umetno inteligenco pri Cross River. Res je poseben čas, da sem na tem položaju, iskreno. To, čemur smo priča pri umetni inteligenci, je trenutek najhitrejšega napredka v človeški zgodovini, ki ga omogoča tehnologija. 24 mesecev napredka umetne inteligence. Danes je verjetno enako razliki med zgodnjim internetom in pametnim telefonom. In če zaprem oči in pomislim na čas pred 24 meseci, ja, mislim, da imam prav. UI je prva tehnologija, ki hkrati ustvarja in koncentrira bogastvo ter zmogljivosti. Zdaj s takšno hitrostjo, da jo človeško dojemanje zelo težko dojame. Mislim, da to drži in to je tisto, kar nekako opažamo. Torej, napetost v resnici ni UI proti človeku. V bistvu se vse skupaj nanaša na hitrost in zmanjšanje stroškovne strukture v primerjavi z odgovornostjo. Mislim, da bomo to tudi videli. In to je tisto, kar bo določilo naslednjih nekaj let. Premostiti to vrzel bo največji izziv naše generacije. Vesela sem, da danes govorimo o tem. Doktor Navon, ste tako znanstvenica na področju umetne inteligence, ena izmed ustanovnih inženirk podjetja Mobileye, hkrati pa ste tudi rabinka. Torej, delo, s katerim sem se ukvarjala pred 7. oktobrom, je bilo v celoti povezano z varovalami. Uporaba naše modrosti, modrosti naše Tore ali naših abrahamskih vrednot za oblikovanje prihodnosti, za to, kako bomo vstopili v to noro, neznano prihodnost umetne inteligence. Povejte nam malo o tem, kako združujete svojo modrost kot rabinja in kot znanstvenica, ko razmišljate o prihodnosti in o tem, kako so te varovalke vzete iz naše starodavne modrosti. Prav. Verjamem, da imajo ljudje nekaj, kar lahko prispevajo svetu. In to je v bistvu naša tradicija, naša etična tradicija. Pravzaprav ni nobenega drugega naroda na svetu, ki bi nosil s seboj knjigo ali imel tradicionalni prostor, kjer bi vsak dan živel tradicijo in etiko. Aristotel je napisal Nikomahovo etiko. Koliko ljudi to sploh preizprašuje ali uporablja? Judovsko ljudstvo že 3000 let uporablja in ponovno uporablja etično mišljenje pri vseh mogočih težkih dilemah. Moje poslanstvo je v bistvu vzeti to tradicijo in jo uporabiti pri etičnih dilemah, s katerimi se danes soočamo zaradi umetne inteligence. Dajte nam en primer. Mislim, da je dober primer naslednji. Ali rečete prosim in hvala ChatGPT-ju? Jaz to počnem. Je to neumno? Je to zato, ker sem Britanka? Torej, obstajajo argumenti na obeh straneh. Po eni strani želimo ohraniti svojo vrlino. Zato želimo še vedno reči prosim in hvala ljudem. Zato bi morali to reči tudi entitetam, ki se predstavljajo kot ljudje. Po drugi strani pa, če začnemo vstopati v odnose, kar mnogi ljudje počnejo, potem izgubimo sposobnost vzpostavljanja odnosov z drugimi ljudmi, ker je umetna inteligenca zasnovana tako, da nam ponuja lažjo pot do odnosov. Zato moramo najti neko ravnovesje. O tem sem že pisal. Uporabil sem različne paradigme znotraj judovske misli. Ne samo Golema, ampak tudi Rambamove Halahot. Obstaja veliko načinov, kako lahko črpamo iz judovske misli in dejansko ponudimo odgovore na ta težka vprašanja. Ampak ko rečem prosim in hvala, je to samo zato, ker ko bo umetna inteligenca prevladala nad svetom,
Želim, da si zapomni, da sem bil eden izmed dobrih. Res je, res je. Dr. Eli David, ste uspešen podjetnik na področju umetne inteligence. Prav tako ste čudovita javna osebnost na družbenih omrežjih. Tam zunaj se borite proti temu. Ampak želim vas posebej vprašati o Izraelu. Vemo, da obstajajo izzivi in priložnosti. Tukaj imamo rabina, ki govori o varovalih. Ampak glede položaja Izraela v prihodnosti umetne inteligence, kje smo? Trenutno sta dve državi, ki prevladujeta pri razvoju najboljših velikih jezikovnih modelov, ki jih, upam, vsi uporabljate na svojih telefonih in na katerih bodo temeljila vsa podjetja in vlade. Amerika in Kitajska. Skoraj izenačeni so. Amerika vodi za zelo malo. Izrael vidim kot vodilno državo v ameriškem taboru. Poskrbeti moramo, da bo zahodna civilizacija bolj napredna v umetni inteligenci kot druge. In anekdota povezana s prejšnjim komentarjem. Bil sem neformalni svetovalec nekaterim regulativnim organom v Izraelu in po svetu. In moje mnenje je, da bi umetno inteligenco morali regulirati, načeloma, vendar je trenutno ne bi smeli regulirati. Trenutno bi kakršnakoli regulacija, četudi se nam tukaj zdi smiselna, v bistvu pomenila, da vodilno vlogo na področju umetne inteligence na pladnju predamo našim tekmecem, ki je ne poskušajo regulirati in nimajo zadržkov pri razvoju avtonomne ubijalske umetne inteligence in vsega tega. Tako da mislim, da je cilj Izraela pod vodstvom Amerike iti čim hitreje naprej, brez kakršnih koli varovalk, zaradi nasprotnika. In najprej zagotoviti, da smo vodilni razvijalci in uporabniki umetne inteligence. Kakšna je torej prednost Izraela? Imate Ameriko, imate Kitajsko, mi imamo največjo koncentracijo talentov za umetno inteligenco na svetu. In to je tisto, kar vsi iščejo, kaj ne? Ko greste v Tel Aviv, v območje Sarona v Tel Avivu, imamo tam največjo koncentracijo talentov za umetno inteligenco na kvadratni čevelj. Pravzaprav Vsak kvadratni čevelj, wow. Prej smo govorili o BDP-ju, zdaj pa govorite o na prebivalca, zdaj govorite o na kvadratni čevelj. Ampak problem je, da nimamo veliko kvadratnih čevljev v območju Sarona v Tel Avivu. imamo visoko koncentracijo in to je seveda odlično. Nimamo dovolj talentov. Nobena država nima dovolj talentov. Vsi se borijo za talente. In mislim, da je najpomembnejša stvar, ki jo poskušam prenesti našim odločevalcem ta, da ne bomo postali država umetne inteligence, tako kot smo postali kibernetska država. Moramo se boriti za talente. In boriti se za talente ne pomeni zapravljanja davkoplačevalskega denarja in nekaterih državnih izdatkov. Državna poraba je skoraj vedno slaba. Znižanje davkov, spodbujanje talentov, da se vrnejo v Izrael. Veliko najboljših talentov na področju umetne inteligence je zapustilo Izrael in odšlo v Silicijevo dolino. Spodbudite jih, da se vrnejo. V bistvu moramo vse, kar počne Dubaj za spodbujanje tujih podjetnikov, še okrepiti poleg že obstoječih ukrepov. Poleg naših domačih talentov, ki jih očitno prepoznava tudi največje podjetje za čipe za umetno inteligenco na svetu, Nvidia, saj želi tukaj ustvariti velik obrat. Ker imamo veliko talentov na področju polprevodnikov, vendar je znanost o umetni inteligenci popolnoma drugačna. Vsi imajo pomanjkanje tega talenta. Mi imamo največ na prebivalca, vendar nočemo tekmovati zgolj po številu na prebivalca. Želimo biti odlični v absolutnih številkah, tako kot smo bili kot kibernetska sila. Neverjetno. Praveš, kako ti vidiš stvari? Ja, tukaj želim omeniti Cross River kot odličen primer partnerstva med Ameriko in Izraelom. V moji skupini imamo 200 inženirjev in raziskovalcev umetne inteligence, ki delajo iz Jeruzalema. Jeruzalem, ne samo Izrael. Dobro opravljeno, Cross River. In ko vse bolj premikamo naše težišče proti Jeruzalemu, imamo vizijo, da tukajšnje pisarne postanejo naš globalni center odličnosti za podatke in umetno inteligenco. No, to so čudovite novice. Tako, Nvidia gre na sever, a Cross River pride v Jeruzalem. Ja, če nimate nič proti, bi rad povedal eno stvar glede deregulacije oziroma odsotnosti regulacije. Strinjam se z vami, da razvoj ne bi smel biti reguliran, ker nihče ni reguliran in poteka konkurenčna tekma. Vendar pa bi morala biti uporaba regulirana. Globoke ponaredke povzročajo ogromno škode in jih je treba regulirati. Verjamem, da je tehnologija čudovita in ima veliko dobrih uporab. Ne želimo ustaviti razvoja, Vendar mora biti uporaba na določenih področjih regulirana.
Seveda se s tem popolnoma strinjam. Moj komentar se nanaša na razvoj umetne inteligence, ne na uporabo. In če se navežem na to, sej se, še posebej midve, vsak dan na družbenih omrežjih in v vojni delegitimizacije proti Izraelu bojujeva v istih bitkah. Doktor David, kako vidite, da Izrael uporablja umetno inteligenco? Ja, vedno nas je premalo. Bili smo v manjšini leta 1948, 1967 in 1973, ampak imamo talent za umetno inteligenco. Zakaj in kaj lahko naredimo, da to uporabimo v narativni vojni? Umetno inteligenco moramo uporabljati ne za širjenje kampanj, ampak za zaznavanje botov ter državno podprtih ali zlonamernih vplivov. Obramba, ne napad. Večinoma za obrambo. Kar običajno rečem je, da je Elon Musk s prevzemom Twitterja in preoblikovanjem v X človeštvu prispeval še več kot s Teslo in SpaceX. Bil je zadnja obramba svobode govora in jo je rešil ter zaščitil. Ljudje želijo slišati mnenja drugih ljudi. Veš, to je morda edino področje, kjer nočem, da umetna inteligenca govori namesto mene. Želim slišati tvoje mnenje in tvoje mnenje. In danes imamo veliko botov, ki širijo zlonamerne namene, ki jih sponzorira država. Nenadoma od nikoder vidiš usklajeno kampanjo, ki poskuša razdeliti Izrael in ZDA. Te moramo zaznati in jih izpostaviti, da bo svoboda govora pripadala ljudem. Lahko se ne strinjamo, lahko imamo popolnoma nasprotna mnenja, dokler so to resnične osebe. In Elon Musk odlično opravlja svoje delo v boju proti temu tudi na X. Praviš, da poskuša odkriti lažne? Da, in on je vodja produkta, Nikita Ber. On je na misiji, da odstrani vse bote in lažne kampanje, ter jih demonetizira in suspendira njihove račune. Opravlja odlično delo. Mislim, da je imeti X kot tržnico idej, kot je vizija Elona Muska, izjemno pomembno za zahodno civilizacijo in ohranjanje svobode govora. To je neverjetno. Praviš, veš, Cross River je na toliko načinov revolucioniral bančništvo in to opažamo tukaj že vrsto let. Kako vidiš prihodnost bančništva, ki ga izvajate z umetno inteligenco, in seveda tveganja, ki so s tem povezana? Imamo ambicije za globalno širitev in resnično tisto, kar to poganja, je naš pristop, v katerem je umetna inteligenca na prvem mestu pri vsem, kar počnemo. V Cross River imamo filozofijo, s katero se bosta oba strinjala, da morajo ljudje vedno nadzorovati stroj, medtem ko stroj nadzoruje pretok. To je kot vožnja avtomobila, kaj ne? Vi nadzorujete stroj, vendar stroj nadzoruje pretok. In odličen primer je Elon Musk in X tukaj, ker mislim, da razlagate potrebo po uveljavljanju odgovornosti in sposobnosti zasidranja zaupanja. In mislim, da je to tisto, kar je Cross River vodilo družbe Cross River na tej poti naprej. Želimo zasidrati to zaupanje in biti to sidro zaupanja, ko gre za finančne storitve, medtem ko premikamo meje uporabe umetne inteligence in njenih konkretnih uporab v financah. Mislim, da je vse v zaupanju. In glede tega morda lahko z nami delite še nekaj zaključnih misli in modrosti o tem, kako gradimo to zaupanje in kako gremo naprej. Ja, želel sem še komentirati razpravo o boju proti antisemitizmu in botih, ki se borijo proti antisemitizmu. To je bila tukaj tema vsaj pri zadnjih dveh govornikih. Boj proti antisemitizmu. Mislim, da je Miss Izraela to najbolje povedala, da moramo promovirati pozitivno podobo. Veste, kaj je najboljši boj proti antisemitizmu? Semitizem. Sovražnikov ne bomo mogli prepričati. Izbrali so svojo pripoved in se je bodo držali. Mi smo luč narodom. To pomeni, da prinašamo svetlobo. Proti njihovi temi se ne borimo z ničimer drugim. Moramo biti pozitivni, moramo biti bolj judovski. In kako to naredimo s tem? Popolnoma se strinjam. Torej, kako to naredimo s pomočjo umetne inteligence? Lahko vprašanje. Veš, to je težko vprašanje, vsak po svoje. Veš, stroje moramo uporabljati, kot sem že vsem govoril, kot pomočnika in ne kot zamenjavo. Lahko se naučiš več, lahko razumeš več, lahko dosežeš več informacij, znanja in rasti, vendar ga moraš uporabljati kot orodje in ne prepustiti razmišljanje stroju. S tem zaključujemo naš panel. Najlepša hvala, dr. David, dr. Radžal in dr. Navon.